sistem. Lep dober dan vsem prisotnim, spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, spoštovani stari, bodoči, novi župan, predsednik volilne komisije, zaposleni občinske uprave. Želim vam vse dobro na tej naši prvi seji občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Dnevni red smo vsi dobili, po poslovniku je dnevni red določen, se ne razpravlja, se pravi, dnevni red je tako, kot je in ga na nek način smo že sprejeli. Dnevni red je pa sledeči, ima 7 točk in sicer ugotovitev števila navzočnih novoizvoljenih članov občinskega sveta, točka 2 poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitve župana, točka 3 imenovanje mandatne komisije za pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev volitve župana, točka 4 poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta, točka 5 poročilo mandatne komisije in ugotovitev o izvolitvi župana, točka 6 nagovor župana in točka 7 imenovanje komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. Pa bi kar prosil gospoda Močnika, da pove število navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta. Navzoči so vsi novoizvoljeni člani občinskega sveta, torej 22. Se pravi, da je seja sklepčna in lahko svet pravno veljavno odloči in nadaljuje z delom. Prehajamo k točki 2, poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana. Poročilo poda predsednik občinske volilne komisije, gospod Matej Skralovnik, prosim. Najprej vas lepo pozdravljam v imenu celotne volilne komisije. Glede na to, da ste poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega sveta občine Ravne že prijeli kot del gradiva za to sejo, je moja naloga podati le kratek povzetek poteka letošnjih volitev. Na letošnjih volitvah je imela pravico voliti 9700 volivcev, od tega jih je bilo 9699 upisanih v volilne imenike, eden volivec pa je imel pravico na podlagi potrdila. Glasovalo je skupaj 5236 volivcev, kar predstavlja 53,98% udeležbe. Občinska volilna komisija pri delu volilnih odborov za volitev župana, članov občinskega sveta ter člane četrtnih krajevnih in vaških skupnosti ni ugotovila posebnih okoliščin, zato je njihovo delo v celoti potrdila. Od 5233 oddanih glasovnic za župana, 3 volivci glasovnice niso oddali, je bilo 5190 veljavnih in 43 neveljavnih. Kandidat magister Zlatko Halilović je prejel 296 glasov, kandidat Vilko Črnovšek 337 glasov, kandidatka Mojca Rjavec 1382 glasov in pa kandidat dr. Tomaž Roženik 3150 glasov. Na podlagi več kot polovice dovoljenih glasov, to je 61,18%, je bil kandidat dr. Tomaž Rožen izvoljen za župana že v prvem krogu. Za člane občinskega sveta je bilo danih 5236 glasov, od tega 78 neveljavnih, koliko glasov pa so prijeli posamezne liste, pa je seveda razvidno iz poročila, ki ste ga že prijeli. Na podlagi dovoljenih glasov je tako lista Rožen dobila 8 mandatov v občinskem svetu, lista stranke SDS 7 mandatov, lista stranke SD 3 mandate, po en mandat pa je pripadal listam stranke Nova Slovenija, Levica, SMC in pa neodvisni listi Suzane Vodnjov. To je to na kratko, na koncu bi se zahvalil še vsem članom občinske volilne komisije za so upravljeno delo v zvezi z lokalnimi volitvami, vsem navzočim novo izvoljenim članom občinskega sveta in pa županov, pa seveda iskreno čestitamo imenu celotne volilne komisije. To je to. Hvala za poročilo predsedniku občinske volilne komisije, gospodu Mateju Skralovniku. Pozivam oziroma odpiram razpravo k temu poročilu, kakšna pripomba, mnenje. Če razprave ni, bi podal na glasovanje predlog sklepa. Občinski svet se je seznanil s poročilo občinske volilne komisije o izidu rednih volitev v občinski svet občine Ravne na Koroškem in poročilom o izidu rednih volitev župana občine Ravne na Koroškem, ki so bile dne 18.11.2018. Kdo je za tak predlog sklepa, oziroma za tak sklep?
12. Soglasno, se pravi, sklep kot tak je bil sprejet. K točki 3, imenovanje mandatne komisije za pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana. Naloga komisije je, da na podlagi poročila volilne komisije in potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane sveta in predlaga svetu potrditev mandatov članov sveta ter ugotovitev o izvolitvi župana. Da pa delo poteka bolj nemoteno, je bilo na sestanku med nosilci kandidatnih list za občane občinskega sveta predlagana sestava mandatne komisije, in sicer Aljaž Vrhovnik kot predsednik komisije, magister Mojca Kristan kot članica in Jani Prednik kot član. Pač pozivam članice in člane občinskega sveta k razpravi oziroma če se strinjate s tem predlogom. Če razprave ni, oziroma lahko tudi vsak član občinskega sveta dodatno predlaga. Če ni, bi predlagal predlog sklepa, da občinski svet Ravno na Koroškem imenuje mandatno komisijo za pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana v naslednji sestavi. Aljaž Vrhovnik, predsednik komisije, magistra Mojca Kristan, članica in Jani Prednik, član. Kdo je za tak predlog sestave komisije? Vsi, 12. Hvala, soglasno. Sedaj bi pa predlagal 10-minutni odmor, da se lahko mandatna komisija sestane in pregleda poročilo o izidu volitev ter pripravi vsa potrdila za občinski svet. Hvala. Bi predlagal, da nadaljujemo z prvo redno sejo občinskega sveta občine Ravno na Koroškem in bi prosil za poročilo mandatne komisije predsednika Aljaža Vrhovnika. Kolegice in kolegi, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Dovolite mi, da na tem mestu tudi sam čestitam še enkrat sem za izvolitev. Komisija je ugotovila, da je na izvolitev članov občinskega sveta na rednih lokalnih volitvah dne 18. novembra 2018 ni bilo podanih pritožb. Zato ugotavlja izvolitev naslednjih članov občinskega sveta občine Ravne na Koroškem mandatu 2018-2022. Dr. Tomaž Rožen, lista Rožen, Aleš Šlogar, SDS Slovenska demokratska stranka, magistrica Marjana Kamnik, lista Rožen, Igor Oder, SDS Slovenska demokratska stranka, Jani Prednik, SD Socialni demokrati, Aljaž Vrhovnik, lista Rožen, magistrica Mojca Kristan, SDS Slovenska demokratska stranka, magistrica Irena Oder, lista Rožen, Milan Škafar, SDS Slovenska demokratska stranka, Jože Kacil, lista Rožen, Andrej Rjavec, SD Socialni demokrati, Darja Javornik, SDS Slovenska demokratska stranka, Uršula Vezonik, lista Rožen, Mojca Rjavec, NSI Nova Slovenija, krščanski demokrati, dr. Štefan Šumah, SDS Slovenska demokratska stranka, Peter Stočko, lista Rožen, Andrej Omrzir, SD Socialni demokrati, Milan Marđenović, Levica, Boris Štriker, SNC stranka Modernega centra, Sabina Ranc, SDS Slovenska demokratska stranka, Darja Krevzer, lista Rožen in Suzana Vodnjov, neodvisna lista Suzane Vodnjov. Mandatna komisija predlaga občinskemu svetu, da potrdi mandate vseh 22 članov občinskega sveta občine Ravno na Koroškem. Hvala za poročilo predsedniku. Na poročilo odpiram razpravo. Prosim. In to, da razprave ni, bi predlagal sklep. Občinski svet občine Ravno na Koroškem se je seznanil s poročilom mandatne komisije o izvoljenih članih in potrjuje mandate vseh 22 članov občinskega sveta v mandatu 2018 in 2022. Potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi so priloga k temu sklepu. Kdo je zdaj predlagan sklep? 12. Soglasno ugotavljam, da je bil sklep sprejet. K točki 5, poročilo mandatne komisije in ugotovitev o izvolitvi župana, prosim predsedujočega mandatne komisije, gospoda Aljaža Vrhovnika, za poročilo. Hvala.
Komisija je ugotovila, da je na izvolitev župana na rednih lokalnih volitvah dne 18. novembra 2018 ni bilo podanih pritožb, zato ugotavlja izvolitev dr. Tomaža Rožena za župana občine Ravne na Koroškem v mandatu 2018-2022. Kot zaključek predlaga sklep, mandatna komisija predlaga občinskemu svetu, da sprejme ugotovitev o izvolitvi dr. Tomaža Rožena za župana občine Ravne na Koroškem. Hvala. Odpiram razpravo na poročilo. In tudi razprave ni, predlagam sklep. Občinski svet občine na Koroškem se je seznanil s poročilom mandatne komisije o izvolitvi župana in ugotavlja, da je bil za župana izvoljen dr. Tomaž Rožen, rojen 20.10.1972. Potrdilo občinske volilne komisije o izvolitvi je predloga k temu sklepu. Kdo je zdaj predlagan sklep? Vsi. Hvala. Ugotavljam, da je bil isti kandidat, se pravi dr. Tomaž Rožen, izvoljen tako za člana občinskega sveta kot za župana. Zato ga pozovem, da bo podal v skladu z 37b členom zakona o lokalni samoupravi izjavo o tem, katero funkcijo sprejema. Prosim. Ja se lahko vzamem čas, Ja. 15 minutni odmor. Izjavljam, da, torej, sem dal pisni izjav, ali Ja. preberem. Ja, bom prebral izjavo dr. Tomaža Rožena, datirano s 3.11.2018, izjava. Dr. Tomaž Rožen dajem v skladu s 37b členom zakona o lokalni samoupravi uradni list Republike Slovenije številka 94/2007, uradno prečiščeno besedilo 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJFA, 40/15 ZUJFA, to je sta dva uja, no. 11/18 ZPSPDLSLS, ena, to ne poznam, in 30/18 izjav, da zaradi nezdružljivosti funkcija odstopa z funkcije člana občinskega sveta. Se pravi, Tomaž Rožen odstopa z funkcije člana občinskega sveta in nastopi funkcijo člana občinskega sveta naslednji na listi Rožen, to je pa gospod Jože Prednik. To bi na naslednji seji ugotavljali. Dobro, smo že kar nas ugotovili, nič kaj narobe. Se pravi, Tomaž Rožen je z 37b členom zakona o lokalni samoupravi danes se odločil, da sprejema funkcijo župana in kot s temu sledi, kot je že povedano, je naslednji iz liste Rožen gospod Jože Prednik. Predlagam sklep. Občinski svet občine na Koroškem ugotavlja, da dr. Tomaž Rožen v skladu z določili 37b člena zakona o lokalni samoupravi zaradi nezdružljivosti funkcij preneha mandat občinskega sveta. Kdo je za tak sklep? 22. Hvala, soglasno. Sklep kot tak je sprejet. Čestitam novo izvoljenemu županu za izvolitev in ga povabim, da pač poda par besed članov občinskega sveta in seveda občanov občine Ravne na Koroškem. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, najlepša hvala za izrečeno čestitko oziroma aplavz. Včasih mi je da lahko tukaj pravzaprav stojim četrtič in vas nagovarjam kot najnovejši občinski svet v tem novem mandatu 2018-2022. Želim si seveda, da bi dobro sodelovali vseh 22 občinskih svetnikov, svetnic, da bi se znali poslušati, da bi se ne samo poslušali, da bi tudi slišali. To, kar se tiče moje ocene, občinski svet počne že celih zadnjih 12 let, odkar imam svoje čast, da nastopam v naši lokalni skupnosti kot župan. En mandat prej sem dodelal tudi kot podžupan, kot sem da bi rekel pripravnik na to odgovorno funkcijo. Verjamem, da bo seveda ta mandat tudi takšen, da bo na lokalni ravni se poslušali, sprejemali skupne odločitve, dopolnjevali, izboljševali predloge na sami seji občinskega sveta. Kot sem večkrat že javno rekel, za moj vtis lokalna demokracija deluje, medtem ko seveda se žal lahko včasih vprašamo o demokracijah višje, ki so se nekoliko preveč oddaljili od ljudi.
Računam pa, da seveda občinski svet z vami 22. temu ne bo sledil, da boste vi in pa seveda tudi jaz našli postop za občane, ki jih seveda dnevno srečujete, s katerimi živite. Z njimi se bomo srečevali na različne načine, z temi že omenjenimi izbori občanov oziroma krajanov po 8 delih. Tudi seveda smo obraženi na vas, tako da predlagam seveda, da delujemo skupno, da skušamo seveda izboljšati našo lokalno skupnost z večjimi oziroma manjšimi koraki. Za nami je predvolilni čas, ko smo nekoliko bolj poudarjali seveda razlike, ki so med nami. Po naravnem zakonu nismo ustvarjeni enaki, ustvarjeni smo različni in to različnost seveda je potrebno spoštovati, si jo priznati. So smo tudi drugačni, ampak vendarle, ko smo zasedli te klopi, jaz kot župan, vi kot občinski svetnik in svetnice, mislim, da je naša skupna dolžnost, da iščemo skupne imenovalce, da nekoliko damo na stran te razlike, ki so med nami in da seveda sledimo interesom našega kraja, naše lokalne skupnosti. Tako sem pripričan, da uspeh ne bo izostal, da bomo torej skupno delali v dobrobit vseh nas. Želim si dobrega sodelovanja, bi rekel, res vseh skupin, tako da kličem potem, sam lahko rečem, da se zavezujem z občinsko pravo delavnosti, da ne bomo spuščali priložnosti, da bomo delali na vsem, kar je mogoče, da nobene ideje ne bomo zavračali, izkoriščali ves potencial, ki ga naša lokalna skupnost ima na vseh področjih, medgeneracijsko, medsektorsko. Življenje občine je seveda zelo kompleksno in občina pravzaprav sodeluje na nek način, hočeš nočeš z vsakim bitjem kraja, z vsakim dogajanjem in kot sem 12 let že navadil, je skoraj ni pobude, ki ne bi rekel da, če je bil kak ne, je bil seveda izključno zaradi tega, ker ni bilo dovolj sredstev. Tako da čestitam tudi vam ob tej, bi rekel, nastopu današnje funkcije in mislim, da bomo dobro sodelovali. Če lahko za konec samo povem, veselim me seveda, da je tudi gospod Štefan Šumar danes oblekel rdečo srajco, da je to dober znak za res dobro sodelovanje. Hvala. Hvala županu. Prihajam k točki 7, imenovanje komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. Glede na poslovnik lahko vsak svetnik oziroma predstavniki svetnih skupin predlagajo predloge kandidatov za člane komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. Na mizo smo dobili usklajen predlog liste Rožen, SDS, SD in NSI za 7 članov oziroma kandidatov zaenkrat že za komisijo, in sicer Mojca Erjavec, NSI, Milan Škafer, SDS, Darja Javornik, SDS, Peter Stočko, lista Rožen, magister Marjana Kamnik, lista Rožen, magister Irena Oder, lista Rožen in Andrej Erjavec, SD. Gospa Irena Oder je predlagana s tem usklajenim predlogom teh strank in liste Rožen kot predsednica in Andrej Erjavec je predlagan kot predsednik. Pardon, Andrej Erjavec je predlagan kot predsednik in magistra Irena Oder kot podpredsednica. Seveda, če ne bo dodatnih predlogov, lahko glasujemo javno, če bo pa dodaten predlog še, bojo pač lahko tudi volitve tajne, seveda, če se občinski svet tako odloči. Sprašujem članice in člane občinskega sveta, občine na Koroškem, ali je še mogoče kak dodaten predlog, glede na to, kar so pač lista Rožen in ostale stranke predlagale. Prosim. Se pravi, gospod Milan Marđenović predlaga za člana KVIAZ-a, se pravi Komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. Imamo Levica. Imamo 8 predlogov
Izvoli se pa 7 članov mandatne komisije. V skladu, prosim še? Aha. Pa lokalni odbor SMC Ravno, Aha. tudi meni. Ja, se pravi 9. Štriker, ja, to imamo zmeraj. Jaz sem tudi škafer. Štriker. Včasih, ali Ja, zmeraj. SMC. Se pravi, imamo 9 predlogov. Sprašujem člane občinskega sveta, ali izvedemo volitve tajno ali javno. Kdo je za javno glasovanje? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 20. Se pravi, da je glasovanje javno. Zdaj moramo pa mi, malo mi pomagi. Kdo je proti javnemu? A je kdo proti javnemu? Nihče. Ja, Zdaj moramo pa mi imenovati. ne, zdaj, ko je... Ni treba, zdaj, javno zdaj, ni ko je potrebno, javno ja, glasovanje, ja, ja. Ni Ja. potrebno Nekaj bomo pa komisije. to šli, a bomo že. Vendar imamo več kandidatov, kot pa se Ja. jih lahko izglasuje. Zaradi tega bo potrebno tako imenovano poimensko glasovanje, kar pomeni, da se bo vsak od vas opredelil do tistih, za katere sodi, da naj bi bili člani mandatne komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. In vsak od vas naj pove do 7 imen oziroma priimkov, za katere glasuje. To bomo potem zavedli, na koncu prišteli tistih 7, ki bo dobilo največ glasov. A ni bolj enostavno, da jaz sprašujem, no, da jaz vprašam, recimo, podam ime, kdo je za. A ne? Se strinjate s tem, se pravi, se strinjate članice in člani, podam ime kandidata, glasujemo, napišemo in pol na koncu tisti, ki dobo največ glasov, je pač izvoljen. V redu, hvala, se strinjamo. Zdaj pa, ko je prišel k Andrej Erjavec, predlaga lista SD, hkrati je tudi predlog za predsednika. Kdo je za tak predlog? Je kdo proti? Ne. Ni, se pravi 20 glasov. Magistra Irena Oder, predlog liste Rožen, hkrati tudi podpredsednica. Dajem predlog na glasovanje. Kdo je za? 21. Magistra Marjana Kamnik, liste Rožen. Kdo je za tak predlog? 21. 20. Peter Stočko, lista Rožen. 21. Darja Javornik, SDS. Kdo je za tak predlog? 19. Kdo je proti? Nihče. Milan Škafer, SDS. Kdo je za? 20. Je kdo proti? Ni. Mojca Erjavec, NSI. Kdo je za? 19. 19. Milan Mrđenović, Levica. Kdo je za predlog? 2. 2. 3. 3 je, pa se idemo do kraja. Štriker Boris, kdo je za predlog SMC? Štriker Boris. Milan proti, nisem vprašal. Pardon, Milan Mrđenović, Levica, kdo je proti? Niste čuli. Kdo je proti? Ti še eno roko. 3, Ja, 4, redu, 5, okej. 6, 7. Hvala, tek mora biti. 7. 7 proti. Če lahko. Štriker Boris, SMC, kdo je za?
Kdo je proti? 2 sta za. No, 3 mora biti proti vsaj. No. 1, 2, Okej. 3, 4. 5. 5 proti. 5 proti. 2 za. Ja, vse je v redu, ok, pasti, no, ne bo. Ok. Ugotavljam, da so bili za komisijo za mandatno vprašanje volitve in imenovanja izbrani naslednji. Andrej Erjavec, predsednik, magistra Irina Oder, podpredsednica, magistra Marjana Kamnik, članica, Peter Stočko, član, Darja Javornik, članica, Milan Škafer, član in Mojca Erjavec, članica. S tem je komisija v bistvu izvoljena in še enkrat podajam predlog na glasovanje, kdo je za tako komisijo. Ne važno, vas zmotil, pa ne važno. 19. Hvala. Kdo je proti? Kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanje imenovana. Sam to še. To še. Mogoče preden to zadnjo preberem, bila je pač ne glede na dnevni red izražena želja, da bi pač eni od vas svetnikov tudi pozdravili vse vas in bi pač prosil, dajem to možnost komu od vas, da to naredi. Prosim. V imenu Slovenske demokratske stranke se bi najprej rada zahvala vsem občankam in občanom naše občine, ki so se 18. novembra odeležili volitev. Hvala za vse glasove občank in občanov, ki ste jih namenili Slovenski demokratski stranki. Iskreno čestitam tudi vsem vam, spoštovane in spoštovani, svetniki in svetnice, ter županu z željo, da bomo skupaj delali v dobro naših občank in občanov, da bomo skupaj uresničili obljube, ki smo jih dali tekom volilne kampanje. Odgovornost je seveda na nas vseh skupaj. Hvala. Hvala, no, naj povem, da je bila to Sabina Ranc, nova svetnica. Seveda razprava je še odprta, mogoče še kdo? Prosim. Dober dan tudi v mojem imenu, jaz sem Mojca Erjavec, NSI, tudi nova svetnica in pravzaprav drugovrščena tudi v bitki za županski stolček. Vas vse lepo pozdravljam in se zahvaljujem volivcem za izkazano zaupanje, tako osebno kot v imenu liste in stranke. Tudi jaz upam na konstruktivno sodelovanje in se veselim skupnega dela. Na veliko uspehov v naslednjih 4 letih. Hvala. Hvala. Prosim. Aljaž Vrhovnik. Tudi jaz bi si želel v imenu svetniške skupine Liste Rožen in pa tudi predlagatelja Nepoljega Tomaža Rožena zahvaliti za zaupanje na letošnjih lokalnih volitvah. Sama današnja seja je pokazala, da bomo odlično sodelovali, kaže, upamo, da bo tako tudi v prihodnje. In seveda si želim, da bi čim več postorili za to lokalno skupnost, kar je seveda tudi želje naše celotne svetniške skupine. Tako torej kličem na uspešno sodelovanje in se zahvaljujem vsem tistim, ki so nam dali to zaupanje v imenu Liste Rožen. Hvala. Hvala. Prosim, Andrej Erjavec. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, gospod župan, iskrene čestitke za izvolitev. Glede na dane obljube nas čaka veliko dela, veliko sodelovanja. To sodelovanje ne bo učinkovito, to sodelovanje ne bo konstruktivno, predvsem brez političnih teženj. Tako da čaka nas vsekako veliko dela. To sodelovanje ne bo predvsem v dobro naše občine, občine. Hvala lepo. Hvala. Še mogoče kdo? Prosim.
Pozdravljeni, gospod predsedujoči, župan, svetnice in svetniki, hvala vam za današnjo sejo. Rad bi se tudi zahvalil vsem 214 občanom in občankam, ki so s svojim glasovanjem na volitvah izvolili prvega levičarja v celotni Koroški regiji. In upam, da bomo lahko tukaj v tem svetu skupaj izpeljali program, ki ga imamo v Levici in tudi verjamem, vsi ostali imamo podobne programe, da bomo zgradili občino za vse, da bo socialno pravična in uspešna za novo generacijo naprej. Hvala. Hvala. No, to je bil svetnik Milan Mrženovič. Prosim, Suzana Vodnjov. Hvala za besedo. Tudi v imenu neodvisne liste Suzana Vodnjov se vsem občanom zahvaljujem za zaupanje, kolegom svetnikom in županom čestitam za izvolitev in obljubljam, da bom delala v dobro občanov. Hvala. Hvala. Boris Štrikar, prosim. V imenu liste SMC čestitamo županu za izvolitev, vsem občinskih svetnikov, kot posameznikov, aktivn v svetu, bolj povezovalen, vam tudi kritični. Hvala. Hvala. Še mogoče kakšna razprava, pobuda, če ne, se vam zahvaljujem. In bi pač povedal, da bo naslednja seja, na kateri bodo imenovane delovne telesa občinskega sveta v sredo 19. decembra. In že zdaj pozovem vse svetniške skupine in liste, da komisiji za mandatno vprašanje volitve in imenovanja čim prej posreduje predloge za sestavo delovnih teles, se pravi komisij in odborov. Tako hudo se ne mudi z predlogi za svete javnih zavodov, ki bodo pač imenovani na enih izmed naslednjih sej oziroma v času, ko jim te zadeve potečejo. Vsem vam se zahvaljujem za današnjo konstruktivno delo na prvi seji občinskega sveta na Koroškem in želim vse dobro. Hvala.